Ante Šimunča, v Ljudskem vrtu smo ponovno spremljali pravo lepotico, a tokrat se je obrnila proti vam. Ja, tekma je dokaj atraktivna bila za gledalce z dosti zadetki, ampak to ni po mojem oziroma po našem okusu. Enostavno smo prijeli pred zadetkom in zaradi tega nismo osvojili celotnega izkupička. Zaskrbljujoče je, da doma prejmate vse preveč zadetkov. Ne vem, procent je zastrašujoč, mislim, da okrog 60%. Ja, to je stvar, v kateri smo se opozorili, v kateri delamo na tem, ampak enostavno stvar je taka, da ko se ti enkrat tako obrne, pomeni treba iti skozi nek proces, treba oddelati maksimalno, to pomeni celotna ekipa, da ne prejemo zadetkov, ker vemo, da v samem zaključku napada od nasprotnika enostavno smo premalo konkretni. Zdi se, da je vaša ekipa precej utrujena po vseh teh tekmovanjih, ki igra? Ja, enostavno je ekipa utrujena, zato tudi malo zarotirali, zato smo hoteli nekakšno svežino, tudi zamenjavami smo želeli dobiti svežino. Enostavno je stvar v tem, da ne iščemo alibijev, da smo utrujeni iz prostega razloga, ker smo danes dokaj dobro delovali fizično, bili konkretni v konkretni fazi napada, zabili tri zadetke, imeli dovolj veliko število priložnosti. Je pa dejstvo, da se od zadaj si ne smemo dovoliti prejemanja toliko zadetkov. Borbeni Zavrč ste gotovo pričakovali, a tako odprtega najbrž ne. Glejte, Zavrč ni zastonj tako visoko. Zavrč ima izredno individualno kvaliteto, ima posameznike, ki lahko sami rešijo tekmo. Smo se pripravili na njih, tako kot na vsak nasprotnika. Vedeli smo, na kakšen način igrajo. Je pa stvar v tem, da so enostavno danes bili zelo, zelo konkretni. Mislim, da so 6 ali 7-krat udarili na gol in zabili 4 gole. Dejstvo je, da je bil Zavrč z današnjo konkretnostjo nagrajen z 3 točkami. Martin Milec, razočaranje gotovo prisotno. Tekma polna preobratov se je tokrat obrnila proti vam. Sigurno, mi smo razočarani, ker smo izgubili proti Zavrču na domačem igrišču. Storili smo preveč individualnih napak, kar nas je stalo te zmage. Ampak oni so praktično iz 6-7 strelov, ki so jih imeli celo tekmo, dali 4 gole. To se nam res ne sme več dogajati. Mi smo pa imeli v napadu res dovolj kombinatorike, mislim, in dovolj tudi priložnosti, da bi lahko zmagali tekmo. Ampak nažalost teh nismo izkoristili in zato grejo točke v Zavrč. Vas je presenetila tako odprta igra Zavrča? Krenili so od prve minute, enakovreden boj z vami. Sigurno nas je mogoče po eni strani presenetila. Videli se je, da nam to tudi nekako ustreza, ker v prvem polčasu, ko so oni igrali malo bolj odprto, ko je njihova zadnja linija stala malo višje, smo dosegli 2 zadetka in tudi si tako priigrali zelo dosti priložnosti. Ko so se drugi polčas postavili malo nazaj, je bilo tudi nam težje. Nismo imeli več toliko prostora oziroma ni bilo toliko lukenj, da bi lahko izkoristili in prišli do gola lažje, ampak tako se neko, imeli smo dovolj priložnosti, da bi lahko zmagali. Nažalost se danes obrnilo njim v prid in treba jim čestitati. Koliko je za ta poraz kriva v narekovajih Rusija? Kriva, po mojem mnenju, niti ne bi smela biti. 3 leta zapored igramo tekme sredo, soboto in mogli biti tega ritma navajeni, ampak sigurno pa je po eni strani težko preklopiti iz Evrope na domače prvenstvo, ampak to ne sme biti izgovor. Takih spodrsljajev si v spomladanskem delu res ne smemo privoščiti. Viktor Trnevski, po slabših gostovanjih ste tokrat uspeli iztržiti vse 3 točke prav v Ljudskem vrtu. Ja, to je res, očitki so bili, to sem že parkrat zadnjih 10 dni poslušal, do avgusta nismo to, ampak gledajte, to 4 mesecev, kaj smo delali, nekako akumulacija je bila na toti tekmi. Ljudski vrt za moje fante, pa tudi za mene je to en vrhunec. In vse, kaj delamo, pa te polukontre kombinatorno, pa to je prišlo not, i disciplina, i kondicija, i vse v eni tekmi, tu moraš biti res navdušen i zadovoljen. Zdaj lahko v miru pričakujemo to pauzu, celje bomo videli, to je nova situacija, kako se bomo obnašali, ampak čas je kazao da se dosti ispraznimo po Mariboru, ampak to bomo tudi odigrali na jednom visokom nivou. Izjemljen jesenski del, potem pa lahko si upamo, da gremo na prvo mesto. Ko povem prvo mesto, to pomeni drugo, ker za mene Maribor, to sem že povedal, par stopnic naprej. Pri njih se čutilo, da so že začeli uvajati mlajše igralce.
ker je tudi prav, so imeli težko tekmo v Rubinu, moramo navijati za njih, ker ostajajo možnosti, da bi šli naprej v Evropu, da Slovenija ima svojega predstavnika. Res ne govorim dosti o tekmi, ker je bilo po televiziji, vsi su videli kaj je, prvič smo bili navdušen, eto, lahko daj povem, da sem zelo vesel zaradi Kelenca, ker je dao toti gol, kod Ena Krunaja, ker njegove igre v totem jesenskem delu su res na enem visokem nivou. Zdaj ne bi menjao kam in kako, ampak to je ena kompletna oseba v vsakem smislu, da ne bi zdaj za druge fante pa vsi do enega, ampak televizija je bila tu, ponavadi već govorimo o tekmi sami, zdaj se je videlo, polno preobratov, že tota tekmovalna sezona je kazala da SNL liga res kaže dobre tekme, dobre nasprotnike, dosti ljudi, mi smo veseli da smo del tega in res zadovoljno se bomo še pripravili za Celje in končali veselo toti prvi del. Bili ste tako izčrpni, da skoraj več ni vprašanj, pa vendarle, če bi Zavrč na vseh gostovanjih igral tako kot v Mariboru, izstrelil še kakšno točko več, bi bil verjetno z naskokom sedaj na prvem mestu. Pa gledajte, zdaj ni bistvo rezultata i samega dela to če bi. Da pripelješ ekipu do tega da na tekmi izkaže maksimum je zelo teško i bistvo trenerskega dela. Zdaj, ko navijač vi, ko povete, če bi vsaka to prvo ni zmožno, ker dejavniki, ki vplivajo na tu, morajo biti na visokom nivou. To je pri Mariboru je očitno. Pri nas pa ne. Mi moramo nadomestiti dosti stvari da bi sploh na igrišću izgledali tako kako izgledamo. Tako da mislim da je to navijaška vaša ne pripomba, nego to ne gre tak. Mi se res pripravljamo, mi imamo moja ocena strokovnega, kje moramo se dvigovati, da zavestno vemo, da kje smo slabi, da imamo, zelo smo nevarni, ko imamo igralca već, to se takoj čutlo na začetku, pa tudi kasneje, ta kombinatorika, ti ishodi, to je kaj delamo in zdaj, ko je motiv na visokem, ker ovo je štajerski derbi, mi smo vsi veseli, da smo sploh na drugi strani enega štajerska derbi na Ljudskem vrtu, to je naša najveća nagrada. Ovo je samo rezultat pristopa fantov, vsaka čast, tudi do šefov in veseli, ampak mi se na tem ne bomo ustavili, mi imamo kaj zadelati, vemo kaj je, ja to govorim, ne glede na rezultat iz tedna v teden, tudi zdaj bom rekel, težka bo priprava za Celje, tu veselje že vedno počne, ali dokončno smo še eno zadevu, če se spomnite, na začetku je bilo zdaj prva tekma, vse neki jubileji, zdaj pa smo tudi zrušili toti, ko igramo zunaj in gremo čisto naprej se pripravljati za drugi del sezone. Čestitke za veliko zmago, ste pričakovali zmago? Pričakovali, šli smo v tekmo na zmago, izkoristili njihove pomanjkljivosti, izkoristili njihovo dolgo pot, težko tekmo v četrtek in mislim, da zasluženo zmagali. Se pravi, ste namensko šli na vse 3 točke danes, kajti od prve minute ste krenili, kot da gre se na vse ali nič. Ja, vsekakor smo šli namensko na 3 točke, zgubiti nismo imeli ničesar, saj igrati proti še vseeno lahko reče najboljši ekipi v Sloveniji je samo ena poslastica za igralca in izkoristili to veliko igrišče in z borbeno igro prišli do 3 točk. Še posebej pri vaših fantih, se pravi vaših soigralcev, je bilo videti ta prisotnost tega lokalnega naboja? Ja, vsekakor je en štajerski derbi. Mislim, da sta to zasluženo 2 kluba, ki sta v vrhu in mislim, da so lahko danes gledalci uživali, videli so kvalitetno tekmo, dosti zadetkov in na koncu še enkrat lahko rečem, da zasluženo zmago Zavrča. Če bi imeli tako uspešna gostovanja, kot ste imeli danes tukaj v Ljudskem vrtu, kje bi bil Zavrč danes? Zdaj je to vprašanje. Mogoče bi bile domače tekme slabše. Mislim, da je tukaj realnost, kjer smo zdaj. Ne moramo se ozirati na gostujoče tekme, pa domače skupaj šteje in na koncu smo na 3. mestu.